tudi posledica onesnaženega okolja. Če greste meriti akumulacijo žvepla v iglicah smreke, boste še vedno našli prekoračene vrednosti. Hud problem, velik problem je potem akumulacija težkih kovin v tleh in v ekosistemih. Se pravi, to se še vedno zdaj vidi. Potem druge podatke, ki jih imamo, odkar spremljamo tudi tale vpliv onesnaženega zraka na kmetijske rastline, predvsem glede ozona, smo na Kolku, ki je pod neposrednim vplivom termoelektrarne, merili tiste prekoračitve, se pravi dnevnih urnih vrednosti ozona nad 40 ppm, in Kolk spada med najbolj onesnažena mesta v Sloveniji. Tole je svoja zgodba. A je to tudi kriv Zasavje? Ker tele mladike na marelci se takole spomladi sušijo. In če je to kaj, lahko tožimo, ne? Trta, razne rožice, ki se ne vem, kje bi pokazal, vidim pa, da mi usahne marsikaj. Najhujše pa, kar je, da usahne, sem pa to jest. Recimo jaz po zimi kašljam. Kašljam, sem nahoden, ko zavoham ta plin iz doline gor, a snega spet me giftajo. Rodine. Te nežne cvetje, trtno, je nežna reč to, in ko pride plin, cvetki nastavijo, radi bi živeli, pa ne more živeti, ki jih plin zastrupi. Včeraj sem šprical z kemikalijami, če je to kaj krivo. In taka nič žlahtna trta, ta rodi, ona žlahtna trta pa pokaže življenje, da bi rodila vinsko pijačo, pa usahnejo tele grostki, padejo dol. In se pojavi, tle po tej njivi, gre tak plav. Plav vijolčast dim. No, ta naša trtica slavna je pa tle. Tole je žlahtna trta. Evo, že kaže grostke. In jaz sem tu zdaj že dvakrat šprickal si celo mašino, pištolo, da tu nagradi cel oblak tega. Drugače pa ta žlahtna trta zgubi grostke. No, tu je tako, lahko to rečemo, pred ne vem koliko leti, preden so dimnik zidali, so tle po Dobovcu mnoge žene splav imele. Nežna bitja umirajo od tega plina. In ker so umirali, so rekli, ne smete otrok imeti, ne smete hiše zidati. Po so pa naredili dimnik, zdaj mende nekaj boljš, trta pa tega ne ve, da je tam raufank. Zato še vedno meni grostki padajo dol. Zdaj, jaz sam se nisem ukvarjal in tudi ne razpolagam z podatki, kaj je z prašnimi delci, in to je pa zadeva, ki mislim, da je tudi problematična, kajti cementarna ima emisijo prahu in to je pravzaprav glede zdravja ljudi en od večjih problemov. Se pravi, v tem kontekstu lahko rečemo, da je okolje v Zasavju nedvoumno bolj onesnaženo, je pa tu en problem, da v zadnjem času, po tisti študiji, ki je opravil Eriko, ni bilo narejenih novejših raziskav in tudi desulfurizacijo teh dimnih plinov v termoelektrarni Trbovlje še ni spremljala oziroma ne spremlja vzporedna študija ugotavljanja učinkov. To je velika napaka in to bi bilo nujno potrebno narediti, kajti če hoče verificirati izboljšanje stanja, je treba narediti raziskavo in tega to ni bilo narejeno. Problem je tudi v tem, da se zasavske občine ne morejo zmeniti in da bi naredile eno svojo skupno, recimo, telo, ki bi skrbelo za onesnaževanje, da to ostaja v nekih občinah relativno, recimo,
rešeno, drugih ne, in to sigurno ni dobro. Se pravi, tudi organizacijski vidik ni najboljši. Nedvomno se bo stanje, zatem ko so zdaj montirali čistilne naprave na termoelektrarno Trbovlje, kar se tiče žvepla, sigurno izboljšalo. Vendar, jaz zdaj ne vem, kolikor sem bil tudi seznanjen v teh pravdnih postopkih, ki tečejo med onesnaževalci v Zasavju in pa kmeti te regije, podatkov o izmerjenih emisijah in emisijah nam niso posredovali. Se pravi, niti termoelektrarna, niti cementarna, samo tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik. In to je problem in s tem se bodo morali te v regiji, se pravi subjekti, objekti, ki onesnažujejo, soočati. Sigurno. In jaz mislim, da je treba še marsikaj postoriti in jasno v zvezi predvsem z eventuelno, bom rekel, bodočo sežigalnico je treba res premisliti, ali je to primerno območje. Kajti tista predpostavka, češ da tam, kjer je že itak vse onesnaženo, lahko pa še to naredimo, je zelo cinična. In v bistvu prebivalstvo, ki tam živi, jasno ne more pristati na tak način. V Zasavje naj prihajajo tisti programi, ki so v skladu z zelo omejenimi samočastilnimi zmogljivostmi v teh ozkih, slabo prevetrenih zasavskih dolinah. To se mi zdi, da je ključno in upam, da bo nov regionalno-razvojni program bil zasnovan na iskanju razvojno in okoljsko najbolj primernih rešitev. Vendar hkrati je potrebno počrtati, da so v Zasavju prisotna številna stara okoljska bremena. Ta bremena je potrebno odpraviti in tukaj pa je odgovornost tudi države, da pri razvojnem prestrukturiranju Zasavju pomaga. Zakaj? Zaradi tega, ker sodim, da je bilo Zasavje desetletja žrtev cenene energije, ki je prihajala, ki smo jo vsi v Sloveniji uporabljali in mislim, da je zdaj Slovenija dolžna, da Zasavju ta dolg plača. Torej ne gre za miliščino, ampak gre za preprosto zaplačevanje obresti, ki so se v preteklosti nekje nabrale. In ne nazadnje, mislim, da mora imeti Zasavje prednost pri evropskih razvojnih programih, da si zasluži prioriteto pri tem, ko konkurira za evropski denar in tako bi rekel, skupna prizadevanja, lokalna, regionalna, državna in evropska, naj bi končno prispevala k temu, da postane Zasavje okoljsko zdrava regija z zdravim gospodarstvom, ki ne obremenjuje okolja v taki meri, da bi ogrožalo zdravje prebivalcev in seveda tudi okolja vseh pokrajinotvornih sestavin, ki so tukaj še posebno občutljive. Lahko rečem, za naprej me zelo skrbi poizkus sežiga nevarnih snovi v trboveljski cementarni, dalje razširitev livarne na sedanji lokaciji in pa še novo, kar smo prebrali zadnje dni v časopisu in s tem se je pohvalil tudi v zloženki podžupan ob občinskem prazniku, da bojo v Trbovlje pripeljali firmo Kemis, ki naj bi predelovala nevarne odpadke. Teh naj bi bilo približno 6000 ton letno, gre pa predvsem za topila, barve, lake, baterije, akumulatorje, farmacevtske izdelke, embalažo in tako naprej. Se pravi, Trbovečanom pa verjetno vsemu Zasavje se slabo piše, če ne bomo budni, če ne bomo močno pazili, kaj bomo delali, kaj bomo jedli in kakšen zrak bomo vdihavali.